Lep pozdravček vse mamice na Tila Mam YouTube kanalu. Ta kanalček združuje več stvari, ki jih rada počnem. Danes pa smo tukaj zaradi diastaze. Skupaj smo se začeli družiti v skupinici razmik trebušnih mišic oziroma diastasis recti. Spremljali me boste na poti moje rehabilitacije. Za okvir bi vam na začetku rada povedala najprej moje cilje. Skušala sem narediti čim bolj realne v tej fazi, zaradi tega, ker si želim, da bi jih lahko tudi dosegla. Skratka, eden izmed temeljnih ciljev tega programčka, ki sem si ga nekako zastavila, je to, da rehabilitiram svoj mišični steznik, to se pravi na trebuhu, mišice in pa diastazo. Trenutno stanje je kar precej zaskrbljujoče, pojavljajo se že prve težave. Skratka, moja diastaza je trenutno v višini popka velika 2,5 do 3 cm, tudi več, bi lahko rekla skoraj 3,5. Razlikuje se nad in pod popkom, je pa razprta skozi celoten trebuh, je zelo globoka, do prvega členka sigurno, na nekaterih delih še celo dlje, tako da imam kar nekaj dela. Prve težave, ki so se začele pojavljati, so bolečine v spodnjem delu hrbtenice. Vsako jutro imam le fantka, ki sicer že hodi, ampak ga je treba še velikokrat nesti, tako da si želim, da bi te bolečine v hrbtu odpravila tudi z učvrstitvijo mišic. Trenutno sem zelo počivala. Nisem hodila veliko na sprehode, otroci so bili decembra veliko bolani. In sem se kar majčkeno ustavila in bi rada nazaj zašibala na tem področju. Pri Motu System, ki se ga bom lotila, ki ga že vse poznate, bom dala tudi link spodaj, je zelo pomembna hoja. To ni neka intenzivna hitra hoja, to ni tek, to je običajna hoja v pravilni drži. Jaz bom to hojo probala izvajati vsak dan. Sem prepričana, da kakšen dan mi ne bo uspel, da kakšen dan bom prehodila manj, ampak nekako cilj je, da se spravim v pogon. In to je prva stvar, ki se jo bom lotila. Motu System je tak zelo širok sistem, a ne, vključuje predvsem ta 12-tedenski program, vključuje tudi prehrano, pa držo, pa hojo, pa zelo veliko dobite zraven tudi koristnih informacij v zvezi z stvari izven vašega področja mišljenja, v zvezi z diastazo, recimo kakšno obutev izbrati, kaj pomenijo tesna oblačila, in zato sem se odločila, da je v bistvu osnova, s katero bom začela Motu System. Glede prehrane vam bom kar povedala, da se čist ne bom držala tega sistema. Nimam težav s težo, tako da bi rada na tej teži ostala, recimo 2 kilograma gor, 2 kilograma dol mi nekako odgovarja. Bom pa seveda prilagodila jedilnik na še majčkeno bolj zdravega v teh dneh, drugače doma jemo kar dokaj zdravo, ampak sem rekla, da bom nekatere stvari vseglih majčkeno zamenjala. Ja, razne razvadice, kot je čips. Nisem čokoladni tip, tako da ne jem čokolade, moja slabost so slani prigrizki. Tako da te slane prigrizke bom zamenjala z oreščki, ki so seveda lahko tudi malo slani, a ne, kakšne pistacije si bom vseglih privoščila, lešnike pa kakšno suho sadje. Tako da to je tista prva stvar. Bom pa se držala prehrane v smislu tega, da bom vsak teden probala nekaj novega iz seznama Mot prehrane. To se mi zdi zanimivo, kakšno novo živilo, ki ga še nisem jedla, ali pa pripravila na drugačen način. Kolikor imate kakšne zanimive ideje zame, kakšne receptke, ali pa če bom sama našla kakšen recept, ga bom z vami tudi delila. Če ga pa imate vi, pa bom zelo vesela kakšne zanimivega kosilca ali pa zajtrka. Ja, to je, kar se tiče prehrane. Probala bom izboljšati svojo držo skozi dan na splošno, ker je trenutno zelo slaba, namreč trenutno dojim že 13. mesec in sem se začela grbati, tako dol. Tako da to je prva stvar, da se bom probala držati pokonci, kar pa ne pomeni, da bom zdaj
držala trebuh noter, porivala prsa ven, ramen dajala nazaj, ampak več o drži bomo rekla v drugih videih. To se pravi, to je ena izmed prvih stvari, ki jih bom skušala pri sami drži popraviti. Ja, potem pa vaje. Vsak večer namesto na kavč najprej na mojo preprogo jogijsko, kjer bom delala vaje. Poleg vaj iz Mutu sistema bom delala še nekaj dihalnih vaj, te sem se odločila, da bom delala zjutraj. Te dihalne vaje vam bom v naslednjih videih majčkeno še predstavila, nič posebenega niso, tako da se predihamo zjutraj, aktiviramo transverzus. Potem zvečer pa vaje Mutu sistema, tak je plan za enkrat. Nekaj vaj pa bom dodala tudi od Bumpruma. Te vaje so mi zelo blizu, tako da jih bom vključila v celotno rutino. Kaj bi še lahko povedala? Za trebuh bom skrbela z eno kremico, ki ni v bistvu nič posebenega, sama sem jo namešala doma. Receptek bo objavljen v skupinici Tree of Life, linkec imate spodaj, in pa v skupinici za diastazo, ki je tudi navedena spodaj. V bistvu je preprosta iz masel, aloe vera maslo, karité in pa nekaj eterike. Od eterike sem uporabila limonsko travo, kadilno posveljo, sandalovino in pa sivko. Tako da s to bom negovala trebuh, kožo na trebuhu. Ja, kaj sem še pozabila omeniti? Koža na trebuhu pa razmak. V celotnem procesu bom merila diastazo samo po sistemu, to se pravi, kolikor bo Mutu sistem zahteval od mene, da pomerim diastazo, da lahko napredujem v naslednjo kategorijo bolj intenzivnih vaj, bom to naredila. Tedensko pa diastaze ne bom merila, ker pač s prsti skozi potiskati, potem ne bomo nič dosegala, ne. Tako da pomerila sem na začetku in pa pomerila bom čisto na koncu. Ne omenim tudi, da lahko razmak diastaze ostaja skozi celoten program oziroma rehabilitacijo dosti podoben, ne. S tem, da se pa spreminja funkcionalnost telesa, ne. Kljub temu, da imate razmak, je lahko vse glih trup funkcionalen in deluje, ne boste imeli težav. Jaz sicer stremim k temu, da bi razmak zmanjšala in pa da bi odčvrstila mišični steznik. Kaj bi še na tem mestu omenila? Na koncu vsakega videa bom prilepila tudi fotografije mojega trebuha. Nikoli si ne bi mislila, da bom to kdaj naredila, ampak mislim, da je to dobra vzpodbuda vsem mamicam, da vas vzpodbudim naprej, da greste tudi vi po moji poti in začnete krepiti svoj mišični steznik. S tem bo vse veliko lažje. Določene težave, ki se lahko pojavljajo skupaj z diastazo oziroma kot posledica oslabljenih mišic trebušnega steznika. Tako da jaz vas želim vzpodbuditi, da tudi vi začnete, in zato vam bom dala v videu vse moje fotografije, to se pravi danes, to se pravi pred začetkom, oziroma zdaj, ko gledate ta video, sem že začela, kakšen je moj trebušček, tako da boste videli od strani in do spredaj in me spremljali skozi 12 tednov. Vkolikor imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z diastazo, ga lahko postavite v skupinici razmik trebušnih mišic, diastasis recti, ali pa tukaj spodaj. Ta video bo najverjetneje podpisan tudi z angleškimi podnapisi, tako da si ga bodo lahko pogledali tudi mamice, ki govorijo angleško. Jaz imam že pripravljen tale moj Mutu plonk listek, kamor si bom pisala, a sem opravila ali ne, in pa tole za prvi teden. Vse si bom beležila, tako da vam bom naslednji teden lahko že poročala, kaj mi je uspelo, kaj mi ni uspelo. Rada pa bi v bistvu, da bi lahko konec 12 tednov, to se pravi, ko bo 12 tednov minil, rekla, osvojila sem cilje, ki sem si jih zastavila. To se pravi, okrepila sem mišični steznik, začela sem migati, začela sem hoditi,
Izginile so težave z bolečinami v križu in pa do te mere sem rehabilitirala diastazo, da je razmak manjši in da je moje telo oziroma mišični steznik bolj funkcionalen. Tako da to je zaenkrat to. Jaz bom ful vesela vsake podpore, ker se še zmeraj, če sem čisto iskrena, bojim, da mi ne bo vse skupaj zneslo. Vsak dan vaje, vsak dan si vzeti čas, ampak sem pozitivna, tako da z vašo podporo jaz upam, da mi bo uspelo in da vas bo čim več uspelo skupaj z mano tudi kaj narediti za vas. Tako da vas spodbujam, da tudi vi začnete. Linki so objavljeni spodaj, tako da materiala imate dovolj. Vsem bi priporočala, da vkolikor znate dobro angleško, si preberete kakšno knjigo na to temo. Katie Bowman je odlična in lahko si preberete kakšno njeno knjigo o sami drži ali pa tudi o diastazi. Zelo veliko pa je napisan tudi v Mutu sistemu in vsak teden vam prinese nekaj novega in o tem vam bom tudi sproti poročala. Do takrat pa jaz grem vaditi, vi pa me spremljajte še naprej. Ful hvala mamice za vašo podporo, pa se vidimo naslednjič. Čau, čau.